Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Sem Manca Razboršek, avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svoj yin, uživati v življenju in navdihovati druge. Tokrat sem se pred vročino umaknila k enemu čudovitemu hladnemu potočku in tukaj le zadaj vidite mojega psa Dima, ki prav po pasje uživa in vam bo tudi na koncu pokazal, kaj v resnici pomeni pasje poletje. Spet smo tukaj z angeli in z tem, kako nas bodo navdihnili in kaj nam bodo za teden, ki je pred nami, priporočili, kako nas bodo vodili. Ta vikend, ki je za nami, je bil prav poseben. Zelo močne energije so se zlivale in če ste bili zelo napeti, če vas je malo ven metal, niste edini. Tako da poglejmo, kaj je ognjena energija iz prejšnjega tedna povzročila v tem tednu. Prva karta je obnova in nadangel Jeremiel. Nadangel Jeremiel nam pravi, da je čas, da stvari ponovno pregledamo in ponovno ocenimo. Da je potrebno zdaj tisto, kar smo nekako sejali, kar smo začeli, kamor smo energijo usmerili, je potrebno v bistvu pogledati, a je to res to, in se v to smer tudi premakniti. Se pravi, narediti neke stvari, narediti nekaj na novo. In zelo pomemben čas je zdaj za družino, za družinske odnose, za tisto, kar se znotraj vaše družine dogaja. Zdaj, ali družine, ki jo imate, ali družine, ki jo želite ustvariti. Tako da nadangel Jeremiel vas v tem tednu zagotovo spremlja in ga lahko pokličete, da vam pomaga razrešiti vse, kar je v zvezi z družino. Druga karta je trojka vode. Trojka vode govori o praznovanju, o tem, da dajte pogledati, kaj od tega je že ok, kaj od tega, kar ste želeli doseči, ste že dosegli. Gre tudi za napoved neke združitve, poroke, nekega rojstva, nečesa novega, se pravi neka nova skupnost. In če smo prej rekli družina, zdaj poroka oziroma rojstvo, se pravi definitivno znotraj družine se energija zelo močno v tem tednu postavlja. Lahko na novo, lahko se stare stvari razrešujejo, lahko se nekaj čisto novega, tako da te energije, ki so za nami, so odprle nek nov prostor in dajte jih izkoristiti. In as zemlje je tretja karta in ta govori o obilju. Portal 888, ki je bil v soboto, je namenjen obilju in v povezavi z temi družinskimi zadevami spet neke pomembne listine, pogodbe, se pravi, stvari se bojo prizemljile. Tisto, kar ste na tem področju dolg časa postavljali ali zastavljali, se bo zdaj prizemljilo, se pravi, bo postalo konkretno, oprijemljivo. Zanimivo v energijah, ki jih nekako zdaj zaznavam, je, da dajte poslušati svoja čustva. Imamo nadangela Jeremiela, še enkrat pokažem slikco, vidite to lepo družinco tukaj spredaj. In imamo tukaj spet trojko, trojka je vedno skoraj družina. In pa imamo as zemlje, kar pomeni nekaj novega. Spet, seveda, smo v nekem novem ciklu in predvsem na družinskem področju, tam, kjer že je družina oziroma tam, kjer jo želite ali kako želite imeti v odnosih samih znotraj
te vaše celice, ki vi rečete družina, lahko so to tudi zelo bližnji odnosi. Tako da družinske zadeve v tem tednu bojo pod drobnogledom, pod podporo, ki vam jo lahko nudijo angeli, tako da dajte jih izkoristiti. In še te vroče dneve, ki prihajajo, si dajte možnost za oddih, če ga še niste dobili, zato da prejmete svoj angelski navdih. Jaz vam želim en čudovit teden. Želim vam, da se imate krasno in hladno. In poglejte, kako vam to priporoča pa moj štirinožni angelski prijatelj, ki me spremlja že 11 let. Lepo se imejte, se slišimo naslednji ponedeljek. Čau, čau.